Pozdravljeni. Leto je približno naokrog in zopet se v medijih pojavlja novica, kako naj bi bil pogonski sklop Scuderie Ferrari proti pravilnikom. Razni dobro obveščeni, a nikoli imenovani viri, trdijo, da se je nekaj takega zgodilo. In tudi tehnična razlaga, kaj naj bi tisto bilo, je nekako zakomplicirana, malo težko verjetna, da bi bila res. A o tem malce kasneje. Problem je nekje drugje. Zgleda, da v nekem obdobju med dirkami praktično ni bistveno zanimivih novic, da bi držala publiko prilepljeno na medijih, in tako pridejo zelo prav nekaterim medijem take novice, da se diskutira. Sicer nihče ne pove svojega mnenja, vsi samo citirajo druge, v večini primerov eden citira drugega in drugi prvega, tako da nihče ni odgovoren za nič, a na komentarjih teh novic imamo spet tisti dualizem med navijači, ko eni zagovarjajo eno stran, drugi pa drugo. Potrebno je pogledati zadevo z malce širšega zornega kota. Prvič, sam ne vem, kako deluje pogonski sklop Scuderie Ferrari, in drugič verjamem FIA, tam ni odprte nobene preiskave, da bi bilo sploh kaj narobe, in konec koncu ni izdanega tudi nobenega poročila, da bi bilo kaj proti pravilnikom. In dokler so bili vsi tehnični pregledi opravljeni in nihče ni ustavil protesta, je stvar regularna. V prihodnosti se bo mogoče izkazalo, da kaj ni bilo tako, a zdaj, tukaj, v tem trenutku, je vse skladno s pravilnikom in tega se sam držim. A poglejmo, res Ferrari je v zadnjih 5 dirkah dosegel pole position in mogoče si nekdo ne zna razložiti, od kje tista prednost. A pojdimo malce bolj nazaj, poglejmo vseh 17 dirk sezone 2019. Namreč imamo za sabo že 17 dirk in na 17 dirkah je Ferrari dosegel 8 pole position. Ali več ali manj polovico vseh dirk je imel Ferrarija na prvem štartnem mestu, kar ni zanemarljivo. Res dosegli so samo 3 zmage, a o tem malce kasneje. Vkolikor primerjamo ta podatek samo številke, zgolj in samo številke, vidimo, da je stvar izjemno podobna tistim rezultatom, ki jih je dosegel slavni Lotus 98T, zadnji za tisto barvno shemo John Player Special in turbomotorjem Renault, ki je dosegel na 16 dirkah 8 pole positionov in 2 zmagi. A imel je ogromno število odstopov in stvar ni primerljiva med tistim bolidom in tem tukaj. Poglejmo, zakaj Ferrari ni dosegel več zmag. Namreč vsi trdijo, da je nekaj na pogonskem sklopu. A v Bahreinu je bil Ferrari dominanten, pole position in bi tudi zmagal, ukolikor Charles Leclerc ne bi imel težav na tistem elektronskem krmilnem delu hibridnega dela pogonskega sklopa. Mislim, da tu se bomo vsi strinjali. V Kanadi je bila napaka voznika in ekipe. Ne, komisarji so ravnali skladno s pravilnikom, a vseeno bolid ni bil tu prav nič kriv in niti pogonski sklop. V Avstriji enkratna situacija, a zopet je ekipa strategijo malce zamočila, se bomo vsi strinjali, ne? Nato je prišla Belgija, kjer so bili dominantni za Belgijo Italija, in nato Singapur. V Singapurju je sicer prišlo do menjave mest med tistim, ki je osvojil pole position in tistim, ki je osvojil zmago, a vseeno enkraten bolid. Nato dirke v Rusiji in na Japonskem, ker sta oba voznika Scuderie Ferrari osvojila pole position, a na eni dirki so zamočili pri strategiji zopet, na drugem se pa je izjemno pokazala kot tisti ključni element človeška napaka obeh voznikov. Super, na hitro sem obrazložil, kaj je šlo narobe. In problem, boste rekli, sedaj je tistih 5 zaporednih pole positionov. Ja, nekaj mora biti na pogonskem sklopu, da je Ferrari tako hiter. A res? Se spomnite maja 2019? Vsi ti mediji so bili polni člankov, kako je koncept Ferrarija SF90 popolnoma totalno zgrešen in da s takim bolidom se ne more zmagati dirk. No, koncept sedaj v teh 5 zadnjih pole positionih in 3 zmagah je ostal isti. Le mnenje se je spremenilo. Koncept ni bil zgrešen, samo tiste proge, ki so bile v prvi polovici sezone, niso bile pisane na kožo tem konceptu. V drugi polovici sezone pač druga tipologija prog, več prog, ki leži tistemu konceptu in boljši rezultati. V redu, to smo opravili, a pojdimo še korak naprej. Res v zadnjih 5 dirkah je Ferrari dosegel pole position. In jaz smo prepričani, da je pogonski sklop tisti, ki je bil v vseh 5 dirkah
boljši. Ne, pogonski sklop pri tovarniški ekipi Ferrari so menjali na veliki nagradi Italije. Drugi v tistem sklopu 5 zaporednih pole positionov, kaj se je dogajalo v Belgiji, je bil tudi tam nepravilen pogonski sklop proti pravilniku z nekim čudnim sistemom, ki neko hladilno tekočino, ne vem kam točno brizga, po mojem ne, kajti če ne bi bili boljši tudi prej. In razlika med veliko nagrado Belgije in veliko nagrado Italije, kar se tiče forme Scuderie Ferrari, ni velika, se strinjamo. Kaj pa ostali, katerim po pravilniku mora Ferrari dobavljati prav tako dobre pogonske sklope kot tovarniški ekipi. Pri ekipi Haas in pri ekipi Alfa Romeo Racing kakšnega napredka ne vidimo. Alfa Romeo Racing tone v tehničnem napredku. To se pravi, ne moremo trditi, da so oni pridobili kaj več tem novim pogonskim sklopom. Nekaj je res. Ferrari je začel izkoriščati potencial, ki ga ima. Ne izkorišča ga na polno, kajti vidimo, da zaostaja. Med konstruktorjem ima še zmeraj ogromnih 179 točk zaostanka proti Mercedesu in Hamilton proti Leclercu kot prvemu vozniku Ferrarija vodi z 117 točkami. Res so dosegli 5 pole positionov zapovrstjo, a dosegli so samo 3 zmage. In tu je treba povedati, zakaj je tudi tista prednost verjetno Ferrarija pred ekipo Mercedesa. Se spomnite, tudi pri Mercedesu so uvedli tretjo specifikacijo pogonskega sklopa, tretjo specifikacijo motorja z notranjim izgorevanjem. In na satelitskih ekipah so imeli s to specifikacijo kar nekaj problemov. Spomnimo se, kaj smo videli pri Williamsu in pri ekipi Racing Point. Mnogo dirk po tisti uvedbi so imeli pri Mercedesu tovarniški ekipi celo drugo izrabljeno specifikacijo in verjetno s to prednostjo, ki jo imajo, ne gredo do konca. Sicer ne trdim, da je to res, to je samo moje videnje, to je samo moja interpretacija dejstev, a bolj logična mi je kot neke fantomatične, skrivnostne zadeve na pogonskem sklopu, ki dajejo ogromne moči. Problem je samo eden. Imamo vire, ki se prav naslajajo na take novice, katere niso logične in katere raznim navijačem se ne razloži pravzaprav do konca. In nastaja tista polarizacija med ene in druge, prihaja do nepotrebnega kreganja in dvigovanja napetosti tam, kjer pravzaprav ni potrebno. In to ni Formula 1. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.